Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes imam tukajle kup knjig Minkina kuhinja. V glavnem, razprodaja malo poškodovanih knjig. In vam bom pokazala, kako so poškodovane. Glejte, recimo tale, tukaj od spodaj je mečkan ukrušena in ne more iti v prodajo. Pol, če pogledam naslednjo, tukaj le mečkan, ne vem, kot lepila na zadnji strani. Če pogledam na zadnje, ta je ravno tako tle mečkan in robček je malo ukrušen. Če pogledam tole, pri pošiljanju se je tle mečkan udarila, pa je tukaj le gor. V glavnem, take drobne napakce in jih lahko dobite seveda do razprodaje. Zalog 20 € za eno knjigo. Tako da kar nekaj je takih, tudi tiskarne so prišle poškodovane, tako da v glavnem pri vseh je pa tako, ali je tukaj mečkan zatrgana, nekdo, ki ne ve, ne pazi, ali je porezava malenkost, recimo tukaj so zobčki porezani. Tako, v glavnem imam nekaj knjig, ki jih z veseljem dam po znižani ceni, če poznate koga, če vi želite, če še vi nimate knjige, glejte, Minkina kuhinja čaka na vas. To je zdaj prva zadeva. Druga zadeva pa, imam prošnjo, veliko prošnjo. Vsi tisti, ki imate že knjigo in ste jo vzeli v roke, in zdaj, če gledamo, ta knjiga ima res ogromno receptov, čez 100 receptov noter za zdravo hujšanje, za hormonsko ravnovesje, za dobro počutje, jedilniki, tudi za hujšanje, za uravnavanje sladkorja v krvi, potem pa recimo brezmesni jedilniki, tudi brezmesni recepti za vse tiste, ki ne jeste mesa ali pa niste ljubitelji mesa. V glavnem, sladice za hujšanje in tako naprej. V glavnem, dajte mi prosim napisati, če ste že preizkusili kakšen recept, kako vam je bilo všeč, kako vam je ratov recimo beljakovinski ajdov kruh, kako vam je, glejte, to je tale, beljakovinski ajdov kruh, kako vam je nastal ta kruh, kako vam je všeč okus, ker rabim za na spletno stran. V glavnem, dajte prosim povratne informacije, pošljite mi, če ste kaj od tega že sprobali. Mogoče tudi tako, veste, da je ena gospa, ki je začela kuhati po tej Minkini kuhinji, v glavnem po teh receptih, je dejansko shujšala, mislim, da v enem mesecu 7 kilogramov. Ogromno. V glavnem, dajte mi prosim povratne informacije in zdaj vsi tisti, ki mi boste dali povratne informacije, kam napišete enostavno v komentar od spodaj, napišite komentar, kaj vam je všeč in med vsemi vami bom naredila žrebanje in bom podarila eno knjigo po vaši izbiri iz serije mojih knjig. Se pravi, verjetno pol Minkino kuhinjo že imate, pa mogoče še nimate kakšne druge knjige, ali pa bi jo želeli komu podariti, recimo, ko ima življenje žur, ali pa ko imajo duše žur, ali pa ko imajo čakre žur, ali pa moški hormoni, ko imajo moški hormoni žur in seveda, ko imajo hormoni žur tata zelena, ki jo nimam tle za pokazati. Ali pa ne nazadnje, tudi karte Prehod v novo dobo, tudi te si lahko izberete. Tako da zdaj, če gledamo, med vsemi vami, ki boste dali od spodaj komentar, ki boste napisali, kaj ste preizkusili, kaj vam je všeč, bom naredila žrebanje po lastni izbiri, boste potem dobili seveda knjigo. Jaz vam bom sporočila kot odgovor na komentar. Zdaj, če pa naročate knjigo, v tem primeru mi pa lahko napišete mail na minka@srečno-življenje.com ali pa od spodaj pod tem opisom bom dala povezavo do spletne strani in tam lahko date naročilo. No in še to, glejte, če boste naročili zdaj, ko imam tele akcijo teh knjig, ki so malo poškodovane, bom dala tako. Če naročite eno knjigo, seveda, če je do 80 €, je poštnina. V nasprotnem primeru, če vzamete 2 knjigi, vam pošljem knjigi brez stroškov pošiljanja. Se pravi, tudi če ni 80 € naročilo bo 40 € brez stroškov pošiljanja. No, to je tisto, kar sem danes želela z vam govoriti. In glede na to, da smo pri
Minkini kuhinji, kaj je tisto, za vse tiste, ki ne veste, kaj je v tej knjigi, tako posebnega. Veste kaj? Tisto, kar je najbolj posebno v tej knjigi, je sigurno to, kako glikemični indeks živil vpliva na naše dobro počutje. Se pravi, začnem takoj knjigo z mojimi 9 nasveti za dolgoživost in hormonsko ravnovesje. Se pravi, začnem s tem, kaj je pametno narediti, da podaljšate obnovo vaših celic, da se dobro počutite. Se pravi, prva zadeva je, hrana je zdravilo. In naše telo potrebuje tankanje vsakih nekaj ur. Jaz verjamem v to, da naše telo potrebuje vsaki 2,5 uri do 3 ure rabi obrok hrane. Ne verjamem v dolgo izpuščanje obrokov, ker na dolgi rok to vodi do tega, da telo začne shranjevati, predvsem za nas ženske. Glejte, za nas ženske ne veljajo enaka pravila kot za moške. Res ne, ker glejte, imamo drugačno hormonsko sestavo kot moški, imamo več maščobnega tkiva, moški imajo avtomatično več mišic, zato ker imajo več testosterona. Se pravi, že hormonsko smo si različni. In zdaj, če vi razumete svoje telo, da vaše telo, ker ima več maščobnega tkiva, se tam v tem maščobnem tkivu tvori hormon grelin, ki povzroča, da smo bolj lačne, da bolj posegamo po čokoladki, da več sladkega zahtevamo. In to se lahko zgodi tudi moškim, ki so taki mehki, spužvasti, se veste. Kaj se tam zgodi? Ko je moški tak mehek, to pač ni privlačno, to pomeni, da ima ravno tako preveč maščobnega tkiva in v tem maščobnem tkivu se mu tvori hormon grelin, ki zahteva od njega, da je sladko hrano. Moški v trenutku, ko ukine sladko hrano, se mu začne tvoriti več testosterona, lažje shujša, več mišic ima in lažje to predela. Medtem ko mi ženske pa moramo razumeti, da kljub temu, če ukinemo sladko hrano, vseeno moramo jesti na 2,5 uri, gledati pri vsakem obroku, kje so tukaj beljakovine, a zaužijemo dovolj vlaknin, da se razstrupljamo in tako naprej. No, a je ta knjiga primerna za moške in za ženske? Vsekakor je. Vsekakor je, zato ker glikemični indeks živil je za oba dva spola enak. Zdaj pa kaj to pomeni? Glejte, nihanje sladkorja v krvi pomeni, da če zjutraj začneš zajtrk, da si vzameš vsene kosmiče, daš noter med, daš noter sadje, poješ to, potem pa še sladkaš kavo recimo, ti pade sladkor in ko ti pade sladkor v krvi, tvoje telo zahteva sladko in že iščeš tisto, kje je tisti cukor, kje je tista čokolada. V nasprotnem primeru, pa če pripravite recimo zajtrk, tako kot je na tejle sliki, glejte, da date recimo polnozrnat kruh, še boljši je ajdov kruh, beljakovinski ajdov kruh, pa date gor nekaj recimo avokada lahko, ali pa kakšen, pa date čez jajček. Če to pripravite za zajtrk, bo sladkor ostal v ravnovesju. Recimo, jaz zjutraj sem lena za jesti in ne naredijo mi dobro cvrta jajca zjutraj. Tako da načeloma vedno začnem dan na ta način. Ko vstanem, vzamem kozarec vode, dam noter žličko kisa in potem poleg te žličke kisa pa 3 deci vode oziroma popijem 2 velika kozarca vode, tam skoraj pol litra vode, popijem tudi do 6 deci pa pol. Potem pa zraven vzamem 1 tableto fibra. Bom od spodaj dala povezavo. V glavnem, in to nabrekne v mojem želodcu in naslednjo zadevo naredi bariero, prepreko v tankem črevesju, da potem hrana, ki jo zaužijem, ne gre tako hitro v krvni sladkor in to pomeni, da imam dolgotrajno energijo, se dobro počutim, imam koncentracijo zjutraj. Jaz zjutraj delam na računalniku ali pišem ali odgovarjam na maile. Zjutraj imam ustvarjalno energijo in ker sladkor ostaja v ravnovesju, možgani delujejo. No in potem moj zajtrk obožujem smutije in začnem vedno s temi smutiji, ki meni pašejo. Ne gre mi še dobro, žvečne mišice ne delujejo zjutraj in imamo tukaj
smutije, ta prvo poglavje. Kaj zmešati skupaj? Jaz zdaj načeloma, zdaj imam fetiš, ne vem, če je to prava beseda. V glavnem, laneno seme ga zmeljem, dam zraven vodo in jogurt in dam šejk. V glavnem, tako začenjam dan, pripravim si smuti. Tudi recimo, nekako še vedno imam zeleno na vrtu, tako da zeleno moram zdaj pobrati, pa jo dati v skrinjo. Tudi velikokrat pripravim zeleni smuti zjutraj. Se pravi, to zeleno. Zmiksam, precedim, popijem sok, potem pa iz tega, kar ostane, dam zraven lanena semena ali pa zmleta čija semena, pa dodam še vaniljev šejk zraven in to popijem. No in meni je to dobro. V glavnem, tukaj imate recepte za zelene smutije, zeleni smuti za razstrupljanje, pa imate potem vijolični smuti, lahko date zmrznjene borovnice, lahko imate tukaj smuti za razstrupljanje, sploh pistacije vsebujejo aminokislino, arginin, ki je ključna za razstrupljanje. Tako da pol naprej imate kruhe, lahko seveda zajtrk začnete na ta način, da pripravite beljakovinski kruh iz semen, lahko spečete beljakovinski kruh iz ajdove moke in potem gor date recimo namaz, skutni namaz in potem naprej v knjigi imate namazi. Glejte, skutni namaz z avokadom in date to gor in pojeste. In to je užitno, to je nekaj, kar je tako, kako je to dobro. Jaz priznam, jaz sem gurman, jaz rada dobro jem, meni je všeč dobro jesti in nisem za enostransko prehrano. Ni mi problem, če se prehranjujem vegetarijansko. Recimo, če gledam danes, današnje kosilo je bila zeljna juha, kislo zelje, krompir, fižol, to so te recepti iz babičine skrinje, bomo pokazala, to je tudi tukaj noter. Kako pripraviti dobro zeljno juho? Tukaj recepti iz babičine skrinje, to je bilo danes. In zmečam vso zelenjavo noter, nastane taka enolončnica ali pa po primorsko mineštra in ena moja kombinacija jote in to je meni dobro. In ostane to za par dni za jesti. In zraven, ker če se ti ne da kuhati mesa, ješ skuto. Zdaj v nedeljo smo šli na izlet. Moja hčerka se uči voziti, smo šli na izlet v Bovec. In zraven je šel pol še moj oče in je bilo ful fajn. In nazaj grede smo se ustavili pri gospodu Jožetu Munihu. Mnogi ga poznate, to je pač gospod, ki za moje pojme ve največ o radiosteziji, o nihalih, o merjenju energije vode. In mi se osebno poznamo, zelo cenim njegovo delo, v glavnem smo šli k njemu na kavo. In njegova žena razlaga o tem, kako je bovška tradicionalna jed čompe pa kozji sir, skuta. V glavnem, ful dober. Jaz sem to danes probala, ker mi je dala kozjo skuto in še pečen krompir. In sem probala, kako to gre skupaj. Ful dober. Ful dober, kako dobro hrano imamo mi v Sloveniji. No in prav ta recepti iz babičine skrinje. Ne vem, recimo v to enolončnico sem dala ajdovo moko, ajdovo kašo. Skuhajte si ajdove žgance. Pripravite te domače jedi, ki so božanske za moje pojme. No recimo, zelenjavna enolončnica, slano albuminsko skuto. To je to. Sicer tukaj imam noter čemaž, ampak ta trenutek jaz čemaž imam še vedno v skrini. Če nimate čemaža, ga pač ne date, priredite po svoje. No tako da to boste najdeli v tej knjigi. Recimo tukaj albuminska skuta s sadjem. Zdaj boste pa rekli, pa kaj je ta albuminska skuta? Albuminska skuta ima vse veliko več aminokislin kot pa navadna skuta. V osnovi, glejte, ko skuto, saj veste, kako se naredi skuta, ne? Kislo mleko se pri nizki temperaturi segreva in potem, ko se rahlo zgosti, to precedijo, se pravi, ni to kuhano kislo mleko, ampak je močno segreto kuhano mleko, da se močno sesiri in potem to precedijo
in v tej sirotki ostanejo še drobni koščki skute. In še enkrat to precedijo in tam noter to je albuminska skuta. In albuminska skuta je za vse tiste, ki ste alergični, ki imate težave z laktozo, ki težje prebavljate laktozo, ki vam ne grejo dobro mlečni izdelki v promet, pač uporabljate albuminsko skuto. In to kupite v lekarni, trgovini, v mlekarni, v mlečnih trgovinah. Ja, pidejte zraven. In če nesete recimo albuminsko skuto, sadjem, pa nekaj recimo domače marmelade, v službo v enem lončku, imate krasen obrok za v službo, ki vas nasiti, ki je dober, ki se resnično lahko po njemu dobro počutite. Ali pa recimo spečete kot mafine sladico iz ovsenih kosmičev. Spet ful dobra zadeva, spet primerno za v službo, nesete zraven še en kozarec jogurta in imate primerno to kot vmesni obrok v službi, da se najeste. No, taki recepti so noter. Potem skutna torta, veganska torta. Ta je pa dobra. To jaz še dolgujem mojim otrokom in enkrat se jo bom lotila zdajle v kratkem delati, ali pa recimo čokoladni mus. To je pa zdaj že pregrešno dobro, veste. Ampak vse so to sladice, ki so za hujšanje, ohranjajo sladkor v ravnovesju, vsebuje jajca, se pravi jajca stepete, na rumenjake, beljake stepete, temno čokolado stopite, potem pa to vse skupaj zmešate, estrado dodam zraven še rum in potem se to da zmrzniti oziroma skladiti. In je tako, kako je to dobro. Ali pa recimo kroglice. No, to je nekaj, kar imamo mi vedno v skrinji, ne v hladilniku. Naredimo večjo količino kroglic, teh čokoladnih kroglic, in jih damo lepo v pokriti posodi v skrinjo in ko nekdo pride na obisk, enostavno vzamemo to iz skrinje in damo na mizo. Preprosto. Pa se veste, takrat, ko ti cukor pade, je dobro, da imaš pri roki nekaj, kar veš, da je zdravo, kar je dobro in da ohranja sladkor v ravnovesju. No, tukaj noter, kaj imate še? Hitri obroki iz lanenega semena in ovsa. Ali pa recimo tale sestavljanka zdravja. Zvečer pripravite, plast date čija semen, potem med, potem date grški jogurt, pa potem ponovite te plasti, na vrhu date maline in še cvetni prah in pustite čez noč, da se to lepo prepoji in imate zjutraj odličen zajtrk, ki vas nasiti, ki nahrani ne samo vaše telo, vaše brbončice. Jezik sam po sebi je povezan s centrom za zadovoljstvo v možganih. Nahranite vaše amigdalo. Amigdala je pa center, kjer se skladiščijo spomini. In zdaj seveda, veste, kaj mi pride na pamet. A ste gledali risanko Ratatouille? Tam na koncu, pač za tiste, ki ne poznate te risanke, naj vam obnovim risanko, bila je nadarjena podgana, ki je kuhala, ki je bila vrhunski šef. In potem je nek zagrenjen gospod hodil po vrhunskih restauracijah in preizkušal okuse. In ta podgana je delovala pod krinko, s tem, da je bila pod klobukom nekoga, ki je bil pa nenadarjen za kuhanje. No, kakorkoli, na koncu ta zagrenjeni gospod preizkuša jedi. In ko preizkusi ta ratatouille, to je v bistvu enolončnica francoska, se spomni na svojo mladost. Kako je njegova mama skuhala najboljšo jed. No, na ta način se zgodi, ko jeste takele jedi, ker vam te jedi nahranijo brbončice, ki so povezane s centrom v možganih, amigdalo, ki je povezana s centrom za spomin, se pravi, ti aktivira lepe spomine. In ko aktivira lepe spomine, kaj se zgodi v vašem telesu? Začnejo po vašem telesu šibati sem pa tja hormončki zadovoljstva. In vi delujete tako, kot da ste nafrišno zaljubljeni. A ni zdaj to dobro? Pa samo nekaj zdravega ste pojedali. Pač tako delujejo hormoni. Tako delujejo hormoni. In zato je pomembno,
vse je pomembno, s kakšno energijo je hrana pripravljena, pomembno je, seveda, zdrave sestavine, pomembno pa je tudi, kakšen efekt ima v našem telesu. In zato pripravljam pač take kombinacije in učim ljudi, kako kombinirati hrano, ker je to prvi fizični nivo našega dobrega počutja. A ne, ker naše telo je fizično. Potem imamo pa en kup plasti nevidnih, a ne, okrog nas, do dušne aure, okrog sebe imamo 7 plasti. In če mi ne nahranimo ta prvo fizične plasti tega našega fizičnega telesa, nam nič kaj ne pomaga meditirati pa hraniti dušno auro, ker je fizično telo iztrošeno. In zato verjamem, ljubezen gre skozi želodec. To točno drži, še vedno drži. In ko mi nahranimo želodec, nahranimo tudi centre za ljubezen. Ja, vse je ljubezen v našem življenju. Vse. Ni samo ljubezen do kuhanja, pač jaz imam mogoče še večjo strast do tega, da jem, kot do kuhanja. Kuham zato, ker rada dobro jem. No, in naslednja zadeva. Zadnjič sem bila na enem srečanju, to vam moram povedati. In je bila pogostitev in pač ful je bilo dobro. Sadna solata in narezek, taki siri, drugačni siri, pršutki. Ful dober, ful dober. In jaz to naložim, pač cateringa, ne, naložim, se veste, če človek radi je, pač radi je. In se umaknem, tako, in je bil en gospod in mi tako reče: a vi pa še kar jeste meso? Jaz sem strogi vegetarijan, ne, vegan. Sem rekla, ja, jaz pa jem meso. Pač. Sem rekla, vi pa ste vegan že celo življenje ali ste na nov? A ne, zdaj sem pa na nov. Zdaj sem pa prišel do zaključka, da je to, da ješ meso, je grozna zadeva. Kako lahko ješ, pa meni dal na občutek krivde in reče, kako lahko jeste meso, a imate doma domače ljubljenčke? Sem rekla, ja, imam. Imamo 2 mucka, pa 2 kužka. Rekel, kako lahko jeste meso? Rekel, to je isto, kot bi vašega kužka pojedali. In jaz, pol sem se sama pri sebi smejala. Sem rekla, pa se smo ljudje tudi, imamo mišice, ne? Se imamo ljudje tudi pač meso. A je to tako? Pač dejstvo je, da ljudje imamo tudi meso, a ne? Vse, mišice, to je pač meso. In jaz ne bom šla zdaj mojega otroka pojesti, a veste, če jaz jem pršut. Tukaj zdaj mi ne govorimo, da smo kanibali, ampak verjamem pa v to, da naše telo potrebuje vseh 22 aminokislin in če ne dobimo vseh 22 aminokislin, se začne v telesu dogajati res čudne stvari. Če ste gledali, jaz obožujem risanke, Palček smuk. Ko se začne. In tam nekaj poči, in tam nekaj zaškrblja in potem se pokaže palček smuk. Ja, in ljudem, ki jim manjka aminokislin, se jim točno to dogaja. Tam nekaj poči, tam nekaj zaškrblja, imajo preganjavico. In imam zdaj naključno moški hormoni, aminokisline. Ne vem, aminokislina, ornitin. Naključno vam govorim. Se pravi, komur manjka te aminokisline, ima nezmožnost hujšanja, oslabele mišice, ovelo kožo, take, siv je v glavo, potem ima pospešeno staranje, itak, neprestano ima željo po sladkem, vpliva na spolne hormone, in spolna energija, adijo, je ni, tako pri ženskah kot pri moških. Ugasnejo se. In potem mogoče moški posegajo po kakšnih preparatih, ženske pa itak grejo pol v jezo, pa raj popenijo samo, da se izognejo spolnosti. Pojdimo pogledati naprej, recimo, če vam manjka aminokisline triptofan, recimo, je dobesedno spet. Tam nekaj poči, tam zaškrblja, ker se vam pojavi depresija, ker se vam migrenski glavoboli povečajo, občutljivost telesa na bolečino, občutek imate popolne sesutosti. Kje dobite triptofan? Ja, če jeste jajca, mleko, kefir, jogurt, proso, ovs,
pršut, puran in vsa beljakovinska hrana. In kdor tega nima, bo zobal antidepresive. Pojmo zdaj mečkaj še na drugo zadevo pogledati, recimo komur manjka vitamina B12, ker vitamin B12 dobimo tako samo v hrani, ki je živalskega izvora. Recimo jajca, jetra, ribe, sir, jogurt, skuta, pivski kvas, ostrige, dobro. Pivski kvas je edina taka zadeva, kar ni živalskega izvora. Ampak zdaj poglejte, komur manjka vitamina B12, zmedenost, psihoze, težave z ravnotežjem. In zdaj recimo psihoze, ko je povezan s tem, tam nekaj zaškrebla, nek napad panike, depresija. Manjka ti vitamina B12, ki ga dobiš dejansko v beljakovinski hrani. In zdaj, če pogledamo naloge vitamina B12, ohranja zdrav živčni sistem, preprečuje demenco, povečuje energijo, vpliva na vsrkavanje vseh ostalih B vitaminov, ki so potrebni za boljšo kri, za več energije, zmanjšuje razdražljivost. In če ste popadljivi, vam manjka mogoče vitamina B12 in aminokisline triptofan. To so moji zaključki, da se razumemo, ampak spoznala sem že ogromno ljudi, ki ne jejo mesa, žrejo pa ljudi. A ti še kar ješ meso? Ja, kaj pa tvoja vibracija, veš? Jaz sem na višjih vibracijah, že lebdim in jaz ne jem mesa. Ja, dobro zate. En aplavz, ko ne reče? En aplavz, bravo. Jaz sem še zmerom tukaj na zemlji in verjamem, da sem z razlogom tukaj na zemlji. Tako da, če pa nekdo tam lebdi, srečno pot. No, sem mogoče malo navihana, ampak v redu je. Tako da se vrnem na začetek. Minkina kuhinja za vse tiste, ki želite hormonsko ravnovesje. Do razprodaje je zalog, knjiga je zdaj po 20 € in če vzamete 2, imate brezplačno poštnino. Tako da v glavnem za 40 € dobite 2 knjigi in brezplačno poštnino. Spodaj vam bom dala povezavo in vesela bom vsake povratne informacije, kako je vam knjiga Minkina kuhinja spremenila življenje oziroma kaj vam je všeč. Seveda lahko napišete tudi, kaj vam ni všeč in bom poskušala se popraviti. Tako da, sprejemam tudi kritike, da se razumemo. Tako da uživajte, vse dobro. Zdaj boste pa rekli, Minka, kaj pa karte? Pa dajmo še hitro eno. Ali pa 2 ali pa 3 karte prehodu v novo dobo, da vidimo, kaj vam stvarstvo sporoča. Za tebe, ki tole gledaš do konca, kaj je zate res pomembno ta trenutek. Kaj ti sporočajo angeli? Ti, ki tole poslušaš, si ustvarjalka nove dobe. Se mi modrček dala česa, veste, zato ker prepovedam na internetu oziroma na YouTubeu kakršnekoli take zadeve kazati. Ti si ustvarjalka nove dobe, začni ljubiti svoje telo. In zato, ker ga imaš rada, ga podpira zdravo hrano. Ga ne moreš zlorabljati s cukrom, z belo moko, s predelanimi zadevami, s praznimi zadevami. Tvoje telo je svetišče, ne more biti svetišče. In to je resnica. Ti si ustvarjalka nove dobe, boginja nove dobe in naj te vodi vztrajnost, vztraje na začrtani poti. Jaz sem prepričana, da ti jaz lahko pomagam s tem, da ti knjiga Minkina kuhinja lahko pomaga pri tem, da boš lažje šla skozi to kar zanimivo obdobje transformacije, ker smo zdaj vsi v nekem prehodu. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in se vidimo v naslednjem videu.